Dober dan, po dolgem času ponovno z vami. In kot vedno, danes je nov dan in novih 10.000 korakov. Nahajam se v Ljubljani in se odpravljam v Prirodoslovni muzej, kjer se nahaja razstava Vsega je kriva luna. Kratko bomo šli čez našo novo občasno razstavo z naslovom Vsega je kriva luna. Dr. Miha Jeršek nam bo povedal o luni tudi kaj več. Kako je nastala, kako jo vidimo na nebu, kako bi izgledalo, če bi bili na luni, kako vpliva luna na nas in še razna druga spoznanja, dokazi, razni miti in še marsikaj zanimivega. Zanimivo je, da se je sama luna ob tem trku manjšega planeta, predvidevajo, da je to velikosti Plutona, da se je ta masa, ki se je pač formirala, luna nastala v orbiti Zemlje v samo 24 urah. Se pravi, ko je prišlo do te kolizije, je tukaj, vidite, v 24 urah se material seveda zaradi gravitacije ga ni odneslo v vesolje, ampak je seveda nekaj popadalo nazaj na Zemljo, večina pa se je izoblikovala v 24 urah v naš edin naravni satelit. No, samo površje lune je prekrito z prahom. Tudi do 12 metrov debel prah, regolic se imenuje. Seveda površje lune že dolgo ni več aktivno, tako kot Zemljino, nima tekoče vode in tudi drugi procesi so praktično, rečemo, da je luna že nekako mrtva. Je pa dejstvo, da so vendarle ugotovili, da notranjost lune se še premika, potresi se še dogajajo, tako da čisto mirna ni, ampak dejansko se kaj bistvenega ne dogaja. Vzorce imamo samo z površine, notranjost lune zelo podobna plastovitne zgradbe, kot je Zemlja, se pravi trdna. Jaz sem z ogledom razstave zaključila. Čudovita razstava, gre za največjo luno, ker je bila do zdaj umetno narejena. Pridite pogledat, razstava bo približno še leto in pol in res vredna ogleda. Veliko zanimivih stvari se izve in luna vpliva tudi mogoče kdaj na nas, čeprav to znanstveno ni podprto. Bila je odlična predstavitev, kaj več pa mogoče zvem še tudi v tej knjigi Življenje z luno, ki jo je izdal Prirodoslovni muzej Slovenije. Vam pa moram povedati, da je danes prav en tak poseben dan, predvsem zame, ki sem nekako dopolnila svojo delovno dobo in se odpravljam v penzijo. V bistvu danes mora biti še moj zadnji delovni dan, čeprav je sobota, se pravi, sem prosta, jutri je nedelja in z jutrišnjim dnem sem izpolnila vse pogoje za upokojitev. Tako da sem presrečna. Predvsem je to obdobje, neko tretje življenjsko obdobje rečejo. Jaz sem si nekako že naredila neke plane, kaj od tega bom uresničila, ne vem. Ampak nekaj zagotovo. Moram pa povedati, da je to tisti pravi čas, ko se mi je zdel, da grem. Zaradi tega, ker se imam najlepše, pa bi človek mislil, vse se imaš lepo, pa zakaj pa ne bi podaljšala? Ne vem, podaljšala bom do 30. decembra, 31. bom pa tudi uradno v penziji. Tako da bom nekako mlada penzionistka, če se temu lahko tako reče. Imam 41 let delovne dobe in mislim, da je bilo dovolj, da lahko zdaj pa tudi malo počivam, pa se dam malo bolj v mir. V planu imam delati stvari, ki jih delam rada. Saj tudi v službo sem rada hodila, ne smem reči, da ne. In tudi ta odhod mi je nekako najlepši čas, zaradi tega, ker se
res z vsemi razumem, nimam nobenih težav, lepo mi je delati in sem rekla, nič, gremo. Penzija bo sicer, kako se temu reče, Bog pomagi, ampak ne bomo nič jamrali. Glede na to, da se nahajam v Ljubljani, si grem pa zdaj pogledati še, kako je mesto okrašeno. Počakam glih še kakšne pol urce, da se naredi malo teme in si grem pogledati lučke. Živjo, danes je nedelja, 8. december 2024 in ja, zakaj govorim ta datum, ker v bistvu je zame en tak dan, ki sem ga čakala celo življenje ali pa vsaj en del življenja, no. Namreč danes izpolnjujem pogoje za upokojitev, vendar počakam še do konca meseca. Si bom pa danes naredila en tak lep dan, kljub vremenu, ki je zunaj. Najprej bom rešila en sudoku, potem bo verjetno tudi že kaj čas za kosilo in pa nič, malo bom prelistala to knjigo oziroma jo malo bolj podrobno prebrala. Bolj se veselim te teme, ker se mi zdi res taka zanimiva in sproščujoča hkrati. Podoživljam včerajšnji dan. V muzeju je bilo res prekrasno. Ta razstava je res vredna ogleda. Pejte, izkoristite, dokler je. Ta luna, ki so jo naredili v 3D, je največja luna, kar je bila do zdaj narejena umetno, seveda, ne? In z vsemi tistimi kraterji. To je ogromno enih malenkosti, res zanimivo, prekrasno. Pejte z otroci, pejte šole, vrtci. Ne vem, če vidite, ampak knjiga je na odtip tako, kot da so kraterji. Se prav čuti take izboklince. Mi bomo prvi, vmes pa bojo vas spremljali, da ne bo kaj narobe. Prav? Tam priti. Mona vidijo mačke, da gremo na sprehod. Frančiškanom, ki so tu že desetletja. Živjo, pa je petek tukaj. Danes imam še dopust, pa še ponedeljek potem, tako da sem izkoristila zdaj ta trenutek za sprehod. Vreme je prijetno, sončno v Novi Gorici. Ja, včeraj smo bili na enem pohodu, to je en tak bolj mini pohod, ker grejo tudi otroci z vrtca zraven. To organizira vsako leto turistično društvo Nova Gorica in pa Goričanke. Ta pohod se imenuje Lucijin pohod z lučkami in je tako zelo prijetno. Bila sem prvič, tako da sem rekla, izkoristim z vnukinjo ta krajši sprehod. Oziroma za otroke je to kar ratalo na 3 kilometre v obe smeri. Šli pa smo iz Bevkovega trga do Kostanjevice oziroma na Kapelo. Otroci so bili na vrhu poplačani z briošem oziroma rogljičkom in pa s čajem. Organizacija je bila lepo izpeljana, bili so tudi varnostniki, ki so hodili čist zadaj in čist spredaj, da so malo popazili, da nam kakšen od otrok ne uide. Naša vnukinja je potem prespala tudi pri nama in sem jo potem že danes zjutraj peljala v vrtec. Tako, en tak krajši sprehod je danes za mano.
tudi en tak tedenski video, ki sem ga zdaj naredila. Če vam je bil video všeč, dajte stisnite enega všečka, naročite se na kanal in bom poskusila narediti še čim prej kakšen video. Bodite lepo, pejte na kak sprehod in se vidimo. Čau, čau!